Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli ponovno v oddaji 7. No, medijsko zelo odmeven je bil obisk predsednika vlade Boruta Pahorja pred približno 14 dnevi, ko so ga na cesti ustavili protestniki, predstavniki društva Eko krog in pa krajevne skupnosti Ravenska vas, kjer so zahtevali dvourni sestanek s premierjem v zvezi s problematiko sežiganja odpadkov v družbi Lafarge Cement. Pahor je sicer obljubil vrnitev Zasavje v roku 14 dni, sestanek pa je bil dogovorjen v torek, a vendarle ni bilo vse tako, kot so se dogovorili in kot je obljubil. Zakaj pa nam je en dan pred napovedanim sestankom na tiskovni konferenci obrazložil predsednik društva Eko krog. Zaradi preprostega razloga, ker je predsednik vlade prelomil dano obljubo, da se bo sestal samo s predstavniki Eko kroga za 2 uri, kjer se bomo samo predstavniki Eko kroga in predstavniki vlade brez vseh ostalih motečih elementov pogovorili o danem ekološkem problemu, ki ga imamo tukaj, da bomo lahko predstavili svoje argumente, da bo vlada na njih odgovorila in potem bomo najdli skupno rešitev. Sestanek, kakršen je sedaj se sklican, v tej razširjeni obliki, kjer je povabljene so tovarne od cementarne elektrarne IGM, potem politiki občinski, nikakor ne pride v upoštev, takih sestankov imamo dovolj. Bistvo problema popolnoma izvodeni, civilna družba nima možnost, da bi tisto, kar je bilo obljubljeno, poudarila in z dokazi podkrepila. To pomeni, da ta sestanek gre nekako v smislu samo prelaganja odgovornosti iz enega na drugega in ga jaz in v Eko krogu bolj vidimo kot nek predvolilni cirkus gospoda Pahorja, na katerem pa predstavniki civilne družbe Eko kroga zagotovo ne bomo sodelovali. Zasavčani, če vam ni vseeno, tukaj si bomo mogli svojo prihodnost izboriti sami. Ta vlada, ta Arso in MOP nam očitno sporočajo, da imajo v rokah kapital, imajo oblast, in da mi smo pa lahko tiho in v bistvu dihamo to, kar bojo oni rekli, da moramo. Z naše strani pa seveda odgovor zelo po domače, pa po zasavsko matkurba pa ne bomo. In ne damo se, jaz pravim, tukaj imamo vso pravico, da zaščitimo svoje otroke in svoje domove. In če ne bomo to naredili sami, od države tega res ne moramo pričakovati. Zato bo v bistvu ta protestni shod, na katerem bomo probali čim bolj jasno in glasno povedati, da smo še živi, da smo tu, da tega ne dovolimo, ne damo in zahtevati sestanek točno tak, kakršen smo bili dogovorjeni in na tem sestanku zahtevati tudi konkretne rešitve in odgovore. No, protestnega shoda, ki so ga napovedovali in pa sestanka na vse zadnje ni bilo. Kot so iz Eko kroga na Pahorjev urad poslali jasno zahtevo obljubljenega in navedli, da se v nasprotnem primeru sestanka ne bodo udeležili, so končno le prejeli odgovor iz urada, da bo sestanek preložen na čas, ko bo pripravljenost za dialog pri vseh vpletenih straneh. Eko krog sporoča, da so pripravljeni na dialog in tudi ne oporekajo temu, da vsak vpleteni pove svojo zgodbo. Vendarle ne odstopajo od zahtevanega, da svojo plat zgodbe predstavijo brez predstavnikov kapitala in sicer v času od 23. avgusta pa do 15. septembra letošnjega leta. Ali bo premier po argumentih, ki so mu jih posredovali iz Eko kroga in krajevne skupnosti Ravenska vas, le pripravljen izpolniti svojo obljubo, pa bomo seveda še videli v prihodnosti. Do takrat pa se lahko vprašamo, ali smo Zasavčani v tej državi resnično drugorazredni državljani, pozabljeni od svojega predsednika vlade, ki naj bi mu zaupali.